Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Veste, kako je, ne? Jaz ne bom tega komentiral. Moje obdobje v Mercatorju je bilo obdobje ponosnih ljudi, delovnih ljudi, ljudi, ki smo imeli podjetje radi, ki smo z njem živeli. V 8 letih smo prišli od 15,4% tržnega deleža v Sloveniji do 51% tržnega deleža. Delnice zrasla za 10-krat. Postali smo drugi trgovec po državi bivše Jugoslavije in tista neverjetna čustvena reakcija v moji zamenjavi, ko sem bil nekajno zamenjen. Letela so pisma oziroma maili z vseh strani, da bo zaprl trgovine, dokler me ne vrnil nazaj. Jaz tega nisem dovolil. Jaz sem na obdobje Mercatorja izjemno ponosen na svoje sodelavke, sodelavce, izjemno ponosen, bili smo najboljša ekipa. Torej, če me ne bi nekaj zamenjal, jaz se ne bi bil župan, ampak Mercator bi bil že prisoten do Bakuja. Tako da, kaj se pa zdaj dogaja, te pa pražajo tisti, ki o tem odločajo. Zakaj pa Mercator bil prodan, da tudi pražite kakšne druge. Včerajšnji sejem mestnega sveta, kot praktično vsak od sej, to, kar te vodil podžupan Aleš Černin sejo, vsi sklepi so sprejeti z veliko večino in to res z veliko večino. Zanimivo je to, da komentira, ko nekdo razlaga zakonitost. Gospod Princ je imel spet svojo parado za protesti v Bebesto hišo, kaže, da koliko protestira njihova pravica, so umirjeni, pač imajo za upit, kar upijejo. So pa včeraj v okviru teh protestnikov prodajali knjige gospoda Janeza Janše, ki zbira denar za plačilo sodnih stroškov, toliko o tem. In na drugi strani so podpisovali, da bojo udeleženci v javni razpravi proti gradnji, prenovi tržnice gradnje garažne hiše. Tisto, kar se mi zdi od mestnega svetnika, ki govori o zakonitosti, vsaka druga beseda, on vabi protestnike, da pridejo protestirati pred upravno enoto, kjer bo 4. decembra, oziroma 5. decembra javna ustna obravnava tisti, ki so se jih prijavili glede zadnjih 128 metrov kanala C0. Poudarjam kanala C0 in to na področju Tomačevega, na področju pri hipodromu, kjer je izven te najbolj občutljive lokacije, ki je vir pitne vode. In samo sprašujem javnost, to ni pritisk na uradne organe. Sprejdemo protestirati, mogoče se bo kdo strašil, pa ne bo pelo po konj, misli, da mora pelo. In druga izjava gospoda Hojsa, zakaj se dela garaža, vseh naših informacij, ki smo jih dali, tu nas je kar nekaj. Jaz sem na to ponosen, da dan pred danes konferenci v ponedeljek je bilo 123 udeležencev s tržnice in nihče od njih, hvalimo 300, če se ne motim, nihče od njih ni bil tudi z besedo proti. Imeli so čisto konkretna, konstruktivna vprašanja, dobili so odgovore, tudi kaj smo vedeli, ampak spet to namigovanje smo proti, ker smo v vseh hoteli.
Zdaj bom rekel, ne, očitno je v SDS-u ne laž v njihovem DNK-ju. Laž v njihovem DNK-ju, kajti v hotelu Kresi ni nikjer nikoli bilo govora. Mi imamo projekte za prenovo stavbe Kresije, razpis bo šel konec drugega leta in je namenjena sodelavcem mestne občine Ljubljana, ti, ki so do sedaj bili tam, oziroma preselili bomo iz drugih lokacij, tako da bo bolj uporabno za vse meščanke in meščane, da bo čim več oddelkov na istem mestu. In nekdo, konec koncev, če to pravno razlaga, da bo tu hotel, to laž je začela širiti gospa Kurilič, ki jo je dobila neznan povedati, no zdaj ponovno še gospod Hojs, tako da pravim očitno